Danes nadaljujem z razmišljanjem o nekem vsakdanjem problemu, ki ga ima zagotovo skoraj vsak človek na tem svetu. Vsakdanji problem je napisan na ten naslov tega današnjega srečanja. Preden nadaljujem, bi rad še enkrat poudaril, kaj smo doslej spoznali oziroma kaj lahko rečemo, da razumemo, ko govorimo o delovanju možganov, ki so materialna podlaga vsega, kar ljudje lahko naredimo. Kar seveda hkrati pomeni, da je zelo koristno, če se pozanimamo, kako možgani delujejo, da ne bi pretiravali, da ne bi pričakovali bodisi od sebe, bodisi od drugih ljudi preprosto preveč, da ne bi pričakovali tistega, česar kratko malo ne more narediti. Torej, obstajajo določene omejitve, ki so eden glavnih mehanizmov, po katerih delujejo možgani. Zato pravimo, da je njihovo delovanje izjemno racionalno, je v določenem smislu, recimo v energetskem smislu, izjemno konzervativno in tudi mora biti, ker možgani porabijo ogromno energije za svoje delovanje, da se sploh ohranjajo pri življenju, že porabijo veliko energije, kaj šele za dodatne dejavnosti. In to hkrati pomeni, da so pri svojem delu, in s tem smo se že srečali, izjemno precizni, izjemno natančni. In zdaj, če ponovimo, lahko rečemo, da je zelo pomembno spoznanje, čisto za vsakdanje življenje, za sleherni trenutek našega vsakdanjega življenja, lahko rečem, torej spoznanje, da so možgani izdelek evolucije, kar pomeni, da je vse, kar možgani počnejo, vsako sekundo svojega obstoja, preverjeno skozi evolucijske teste tisočkrat in pravzaprav neštetokrat. Vsaka funkcija je torej neskončno krat preverjena. In to je pomembno tudi v luči ideje, s katero smo se srečevali, namreč, da možgani delujejo kot znanstveniki. Da možgani sami po sebi, sami od sebe delujejo kot znanstvenik, se pravi, postavljajo hipoteze in jih preverjajo. S tem smo se do zdaj že srečali nekajkrat, kar pomeni, da svet ne obstaja tam zunaj naše glave, v kateri so možgani, in da možgani niso organski stroj, dejansko so organski stroj, ampak niso stroj, ki preprosto sprejema to zunanjost in jo odslikava, na nek način reprezentira, recimo v človekovi zavesti. Ni tako, bistveno drugače. In danes bomo še nekajkrat trčili v to isto idejo. Po drugi strani so možgani kot izdelek evolucije lahko preživeli samo, če so bili pri svojem postavljanju hipotez o zunanjem svetu dovolj natančni. V nasprotnem primeru njihov nosilec, živo bitje, človek, kratko malo ne bi preživel. Kar seveda pomeni zopet, da ko rečemo, da možgani konstruirajo realnost, to, kar imenujemo realnost, to ne pomeni, da si zdaj človek lahko kar izmisli kakšno realnost. Češ, jaz lahko to naredim, po mojem je pač realnost taka, kot se meni zdi. To je tako rekoč nemogoče, razen v skrajnih stanjih, ko govorimo o patologiji, ko se človeku pojavijo halucinacije, ko se zgodi kakšen drug proces, ko se sproži kakšen drug proces, ki se ne bi smel sprožiti, vide kontrol, vide nadzoru
in ima človek zaradi tega velike težave. Pravi, znotraj tega delujejo ves čas velike omejitve, ki določajo, kako delujejo naši možgani. In velja oboje. Izjemno so natančni, pa vendar postavljajo različne hipoteze o zunanjem svetu, oziroma tudi o notranjem, tudi v svojem lastnem delovanju in konstruirajo realnost. Torej, pri tem so izjemno natančni, ker morajo biti, ker jih je evolucija tako izdelala, hkrati pa vendarle obstajajo različne možnosti, obstajajo različni scenariji, kako ljudje doživljamo, razumemo, zaznavamo, razlagamo, interpretiramo realnost. In v tem smislu je izjemno zanimiv poudarek tudi, da dvojih možganov niso enaki. Torej, možgani enega človeka nikoli ne morejo biti popolnoma enaki možgani drugega človeka, niti celice znotraj enih možganov niso med seboj povsem identični. Niti dva neurona nista enaka. Kar hkrati omogoča izjemno fleksibilnost. In to je zanimiva dinamika delovanja možgana. Izjemna fleksibilnost, elastičnost, prožnost, konstruktivnost v smislu konstruiranja realnosti, pa vendar hkrati vse skupaj deluje izjemno precizno, izjemno natančno. Med drugim to recimo pomeni, da spremembe v količini neurotransmiterjev, ki jih možgani proizvajajo, lahko povzročijo recimo halucinacije, če se njihova koncentracija spremeni za nekaj molekul. Tako zelo natančno določeno je vse skupaj v možganih. Znotraj tega ozkega spektra pa vendarle možgani delujejo tako, kot sem opisal. Zdaj, če je določenost delovanja možganov tako zelo velika in je eksperimentalno preverjeno, kako je potem s človekovo domnevo o svobodni volji? Kako je z naslovom tega današnjega srečanja? Ali potem sploh lahko naredimo kaj takega, kar ni vnaprej določeno z delovanjem možganov? Ali je potem svobodna volja res zgolj iluzija? Zdaj, znotraj teh koordinat, ki smo jih začrtali, je vprašanje že na začetku videti precej sumljivo. Torej, dovolj argumentov imamo že do zdaj, da postavimo vsaj hipotezo, da je verjetno ideja o svobodni volji iluzija, ki jo zavest sicer potrebuje, zato da ima občutek, da ima izkušnjo, da ima človek izkušnjo, da se lahko odloča, da lahko nekaj počne tako, kot se njemu zdi, pa vendar je ta hipoteza šibka. To je še vedno hipoteza. Nimamo še dokončnega odgovora, ali o svobodni volji sploh lahko govorimo ali ne, na določen produktiven način. Zaenkrat ustrajamo pri tem, kar imamo na voljo. Se pravi, ogromno razlogov, ogromno eksperimentalno preverjenih argumentov, da je ideja o svobodni volji najverjetneje zgolj iluzija, ki jo zavest potrebuje. Pa vendar, zakaj se nam tako ustrajno dozdeva, da lahko tudi kaj spremenimo v svojem življenju, da se lahko začnemo obnašati na drugačen način, kot se obnašamo, oziroma način potem temeljuje terapije. Če ne ravno na ideji, da lahko nekaj spremenimo in s tem pridemo do zanimivega novega problema. Ravno tako imamo eksperimentalno in tudi drugače, klinično preverjene izkušnje in argumente, da lahko kaj spremenimo v svojem življenju, čeprav morda nimamo svobodne volje. To je hkrati vznemirljivo spoznanje, je pa v skladu s tem, kar smo povedali do zdaj. Možgani so tako izjemno plastični. Sami po sebi imajo toliko stopenj svobode, da nam pravzaprav že to pomaga trditi, da lahko pride do spremembe,
tudi če ne obstaja, kot pač temu rečemo, svobodna volja. Ideja svobodne volje pravzaprav je metafora. Je metafora, medtem ko se ukvarjamo recimo z delovanjem nevronov, ko se ukvarjamo z neurofiziologijo, pa biologijo nevronov, si s to idejo, s to metaforo pravzaprav imamo dosti pomagati. In danes si bomo pogledali na začetku še nekaj najnovejših spoznanj o delovanju zlasti prefrontalnega korteksa. Zlasti tega predela, ki je odgovoren za izvršilne funkcije, oziroma za to, kar je v naslovu današnjega predavanja, torej za vse to, kar človek lahko naredi, za kar se lahko odloči, oziroma kar lahko tudi prepreči. Zapravi, zanimivo je, in to si bomo pogledali, kako je z tako imenovanimi ekscitatornimi sinapsami v prefrontalnem korteksu, kako je z inhibitornimi sinapsami in kaj to pomeni za človekovo vsakdanjo izkušnjo, zlasti takrat, ko si želi, da bi nekaj spremenil v svojem življenju. Nek vidik vedenja, način odzivanja na realnost, način čustvovanja, ni važno kaj. Ko si pač reče, ok, nekaj v svojem življenju bi rad spremenil. Zlasti, seveda to velja za vse, starše in vzgojitelje, učitelje in vse druge, ki jim je dan ta privilegij, ta položaj, da lahko pričakujejo od drugih, da bodo kaj naredili, da se bodo bolj učili, da bodo spremenili svoje vedenje, da bodo lahko vzgojeni in tako dalje. Tem je tudi neka zanimivost, ki pomeni, da so nevroznanstvena spoznanja lahko izjemno pomembna za torej starše, vzgojitelje, učitelje in druge, ker so strukturno nujno v položaju, da tudi če od sebe ne pričakujejo, da se bodo kaj spremenili, pa od drugih pričakujejo. In se velikokrat tudi ujamajo v različne pasti. Ena od teh je, recimo, kliše, da se z voljo da veliko narediti ali pa da, ker je volja tudi pot ali pa če bi se človek malo potrudil, bi lahko kaj. Ni tako zelo preprosto. Čeprav imamo, kot sem že nakazal, tudi argumente za take trditve. Ampak, kot sem že čisto na začetku omenil, dobro je pogledati še kakšne detajle, da ne bi pretiravali, kaj ti ljudje včasih tudi dejansko pretiravajo. Bodi si, ko pričakujejo od sebe, da bodo kaj dosegli, ali pa ko pričakujejo od drugih, da se bodo spremenili, kar je spet ne zelo pomembno zlasti v medsebojnih odnosih, v katerih smo pa itak ujeti, smo vsak dan odvisni od njih, ker jih preprosto potrebujemo. Zdaj, preden nadaljujem, še enkrat, to je tako schematično ali pa strukturno, če lahko rečem, naj povzamem z dvema stavkoma, dvema zapisoma, to, o čemer smo že govorili, to, kar pravzaprav že vemo. Kasneje si bomo pogledali pa še nekaj detajlov. Torej, možgani niso pasivni organski stroj, organski računalnik, ki sprejema zunanjo realnost, ampak jo konstruira in za to konstruiranje potrebuje to, kar imenujemo koncept. Koncepti niso ideje, koncepti niso pojmi, koncepti, v bistvu beseda koncept je izraz za multipliciteto različnih elementov, različnih dejavnikov, ki jih možgani uporabljajo, ki jih poskušajo uporabljati kot orodje, da bi konstruirali realnost. In ko govorimo o konstrukciji realnosti, mislimo na konstruiranje najbolj elementarnih oblik človekovega odnosa do sveta, kot recimo percepcija. Mi oblikujemo percepcijo, zaznavanje sveta, ni nekaj, kar je preprosto objektivno dano. Daleč od tega. Enako velja za konstruiranje emocij, čustev, te so govorili zadnjič, za konstruiranje afektov, za konstruiranje občutkov. Vse to možgani izdelajo. To ni nekaj, kar že obstaja. Zato pravimo slogo vzeto, da ljudje čustev ne izražamo, ker jih najprej ustvarimo. Potem seveda jih tudi izražamo, tako kot izražamo stavke, se pogovarjamo, se obnašamo, izražamo z gestami in tako dalje in tako dalje. Najprej konstruiramo. In možgani so pri tem, kot rečeno, izjemno racionalni, kar pomeni, da potrebujejo za konstruiranje konceptov zelo malo senzoričnega inputa,
zelo malo podatkov iz zunanjega sveta ali pa iz telesa potrebujejo. Ekstremno malo potrebujejo. Zakaj potrebujejo tako malo? Zato, ker možgani ustvarjajo koncepte kot orodja za oblikovanje realnosti. Tako rekoč ne samo od rojstva otroka, ampak že prej. In s pomočjo kognitivnih modelov, ki že obstajajo. Otrok se ne rodi v vakuumu. Se rodi v svet, v katerem že obstajajo druge ljudje, ki uporabljajo kognitivne modele, ki uporabljajo konstrukte, ki uporabljajo koncepte, s katerimi konstruirajo realnost. Se pravi, otrok se uči prek drugih, najprej prek svojih staršev, celo tako elementarnih kognitivnih procesov, kot je zaznavanje realnosti. Uči se, ne bi seveda zavestno to lahko nadzoroval, na kaj biti pozoren, kdaj biti pozoren, koliko časa biti pozoren, na katere stvari nisi pozoren, kako poslušati, koga poslušati, koliko časa poslušati, kaj si pri tem misliti, doživljati, čutiti in tako, kako si to razlagati, itd. Vse kognitivne funkcije so take, da se jih otrok nauči uporabljati. In zato so potrebni kognitivni modeli. In kognitivni modeli vse že obstajajo. In jih zastopajo najprej starši, potem vzgojitelji, učitelji in drugi sorodniki, znanci, prijatelji, se ni važno, drugi ljudje zastopajo in seveda znotraj ene kulture, bolj ali manj. Vsi ljudje uporabljajo približno iste kognitivne modele, ker so šli skozi podobne vzgojne procese, oziroma ne samo to, velja še nekaj drugega. Zato je tam spodaj še en stavek, s katerim lahko povzamemo to, o čemer smo zdaj govorili. Namreč, ker smo ljudje družbena bitja, ker potrebujemo drugega, potrebujemo še nekaj. In to gre skupaj. Potrebujemo konsenze, potrebujemo strinjanje. Mi zelo potrebujemo strinjanje, torej to, da se strinjamo med seboj. Približno kakšen je svet, kaj se v njem dogaja, kaj kdo misli, kako zaznavamo, kako razlagati, kako interpretirati itd. Potrebujemo torej konsenze in ker jih potrebujemo, jih ves čas tudi že iščemo. Zato je vsak človek, ne samo nekateri, zelo občutljiv na pomanjkanje konsenzov. Za človeka je težka, je neprijetna izkušnja, da ga, na primer, drugi ljudje ne razumejo, ali pa da ga ne poslušajo dovolj, ali pa da so premalo pozorni na njega, ali pa da niso dovolj natančno se pozanimali, kaj on misli, ali pa čuti, ali pa doživlja. Ljudje se dnevno ukvarjajo s tem. Dnevno, dejansko vsak dan preverjajo konsenze, ali se še razumemo, ali razmišljamo približno podobno. Ni treba seveda enako. Ampak kljub temu smo zelo nagnjeni k iskanju ne samo konsenzov, tudi strinjanja. Zapravi, ne samo, da se midva strinjala približno kakšen svet, ampak da tudi potrjujeva drug drugega. Ja, ne samo, da se strinjam s teboj, ampak tudi sprejemam to, kar ti praviš, kako zaznavaš svet in tako dalje, tako dalje. V tem je razlika. Eno je reči in biti recimo pri tem zelo kot so ironičen, pa ciničen, ja, se strinjam s tabo, mislim si pa čist nekaj drugega. Ljudje smo izjemno občutljivi na iskanje, torej potrjevanja vsega, kar tvori naše identitet. Od zaznavanja sveta do emocij, zapletenih kognitivnih pojavov, kot je razlaganje, interpretiranje, analiziranje, interpretacij drugih ljudi ali pa metakognitivne sposobnosti, do tega, kar imenujemo svojo osebnost oziroma identiteto. To sta dva, tako rekoč, aksioma, da možgani uporabljajo koncepte za konstruiranje realnosti. Korolar k temu je, da ko jih potrebujejo, nove koncepte, jih ustvarjajo.
Ustvarjajo jih takrat, ko, zdaj to ni zelo enoznačen odgovor, ampak za začetek ne bi zadoščal. Ustvarjajo jih takrat, ko koncepti, ki jih že imajo, ne zadoščajo več. In to je temelj učenja. Temelj učenja je, in možgani k temu težijo sami po sebi. To je zelo pomembno spoznanje. Ni red, ne vem, včasih kdo reče za koga, temu se pa ne da učiti, pa se mu ne ljubi učiti, ta učenec kaže znake, no. To so prekratke znake. Ekstremno, to je praktično nemogoče je, da se človek ne bi želel učiti. Ker možgani težijo. To je ravno tako, da bi kdaj rekli za koga, da ima ledvice, ki so lene, ki ne želijo upravljati tega, za kar so. To je nemogoče. Ne? Razen srečo so zelo poškodovani, to drugo. To so zelo prizadeti. Enako je za možgan. Možgani so organ, ki je narejen za učenje. In sam po sebi teži k učenju. Zato je pri tem treba biti previden, prej komu rečemo, da je lena, pa da se mu ne da, pa ta je pa neučljiv, pa ta pa trdo glavo, ali kaj pa. To so metafore, ki niso dovolj natančne in ponavadi delujejo bolj kot željivke, kot da bi imeli kakšno razlagalno moč, ker jo nimajo. Čeprav lahko vemo, ker se naučimo z izkušenj, na kaj ljudje mislijo. Zdaj treba biti pri tem zelo precizen. Lahko da se človek znajde v taki stiski, morda je depresiven, morda je anksiozen, tesnoven, napet, ali kaj podobnega, in se komu zdi, da se ne želi naučiti ničesa novega in tako dalje. Ampak če gledamo z vidika možganov in to tudi počnemo, to zagotovo ne velja. Možgani, ki se ne bi učili, pravzaprav neposredno atrofirajo. Pravzaprav je to nemogoče. Možganov, razen če poškodujete, ne morete nevronov prisiliti, da počnejo to, kar počnejo. Prav, učijo se, procesirajo tvore konstrukte in ko ne zadoščajo stari, iščejo novi. Če bi zdaj nas prenesla ena čarovnikova roka, ne vem, v savano nekje v Afriki, bi vsakdo to na svoji koži začutil prvo minuto. Ker ne vemo, ker nimamo pojma, kako je živeti v savani, saj mislim, da je tako, no zame to velja. Kaj bi najprej počeli? Najprej bi se začeli spraševati, kako prežeti. Dvomim, da bi kdo v savani zdaj rekel, okaj, meni se nada zdaj, zunaj je toplo, sonce sije, malo mesto je malo zalegnil. Enostavno ne verjamem. Tudi, če bi kdo to rekel, bi moral imeti silne razloge, da bi to rekel. Jaz trdim, da bi se spontano obnašali, wow, to pa zdaj nekaj novega, čak, dajmo se najprej zmeniti, organizirati, dajmo nekaj narediti, dajmo nekaj pogruntati, kako bomo preživeli do večera. Ker če ne bomo pogruntali, vprašanje, če bomo sploh še živi. Takoj bi se obnašali na tanko skladno s tem, kar tukaj govorimo. Evolucija je tista, ki nas žene vrš čas, tudi če naša zavest o tem nič ne ve, nas žene k učenju. In možgani se preprosto ne morejo nehati učiti. Zato pravim, da je to aksiom. Ko potrebujejo koncepte, jih ustvarjajo. Seveda lahko pride tudi do patologije, ampak z vidika možganov že ne. Prije iz kakšnih drugih razlogov. Zakaj je človek poškodovan v medsebojnih odnosih, ker so ga posilili, zlorabili, pretepali, to ja. Ampak pravim, dokaj možgani niso poškodovani, se to ne more zgoditi. Da ne bi težili k učenju in ustvarjanju novih konceptov, ko jih pač potrebujejo. Seveda je pa tudi možno, da se človek v takih novih situacijah, zelo novih situacijah sploh ne znajde. Lahko je možno, da je pač vedno znova ujet v iste kontekste, v iste življenjske situacije, da ne gre iz okolja, v katerem živi, v kaj novega, to je možno, seveda, in se človek ne sooči z zelo novimi stvarmi, novimi ljudmi, novimi idejami in ne potrebuje novih. In to včasih tudi ljudje rečejo, je že se znam, je že se vem. Jaz ne rabim nič novega, ne rabim novih konceptov. Cankarjeva mati je temu rekla tuja učenost. Cankarjeva mama ga pripričam, da je Ivana tuja učenost pokvarila.
resnici ga je kvečemu popravila, ampak tako je bila pač prepričana. In enako velja za tvorjenje, torej iskanje konsenzov, iskanje ali pa za občutljivost, kakšna so na razhajanje. Sej, verjetno poznate klasične eksperimente iz socialne psihologije, ko so preverjali, recimo Zimbabwe, Ash in drugi, so preverjali, kako se ljudje odzivajo v socialnih situacijah, ko se drugi ne strinjajo z njim. Poznate, to so izjemno zanimivi eksperimenti. Če se ljudje dogovorijo, da bodo trdili, da je ta stena rdeča, in samo eden ne ve, da gre za dogovor in ga vprašate, kakšne barve je, celo tako daleč lahko gre. Čeprav se nam zdi intuitivno, da to ne je mogoče. Pogledaš stena, pogledaš, da je bela, vse bo, da je rdeča, pa ni čisto tako. Če je dovolj ljudi prepričanih, da je to rdeče, se zna zgoditi, da začne človek dvomiti in se sprašuje, zakaj sam jaz tako mislim, zakaj se drugi, skratka, pojavi se kakšna stiska. In zdaj, ko se pojavi stiska, tesnoba, recimo, ali pa še kaj hujšega, kot človek paničen, se pa zgodi še nekaj, to moramo takoj reči ob tem primeru iz teh eksperimentih socialne psihologije. Namreč, da tudi v povezavi s tem drugim aksiomom, da imamo silno potrebo po sinhroniziranju oziroma po iskanju konsenzov, da je sorazmerno težko vzdržati, ker smo družbena bitja, pri svojem. Sorazmerno je to težko. Pri svojih trditvah, pri svojih percepciji, pri svojih razlagah, pri svojih interpretacijah, česarkoli že. Če se dovolj ljudi ne strinja z vami, imate težave. Ker smo tako narejeni, ker enostavno potrebujemo konsenze in sinhroniziranje. Približno vsi mislimo, da je danes zunaj še kar mrzlo. Približno vsi mislimo, za ne približno, jaz mislim, da kar si zares mislim, da smo zdaj tukaj v tej sobi v gimnaziji in tako dalje. Ampak spet, to so izkušnje, ki jih ima vsakdo v svojem življenju. Vsakdo od vas zagotovo ve, kako ni treba, da uporablja tukaj dramatične primere, kot ta stena ni bela, ampak je rdeča. Ni treba, da je tako dramatično. Ponavadi ravno mi v vsakdanjem življenju. Razhajanje med nami so ponavadi celo silno majhna. Drobna razhajanja. Pa že zadošča, da je nekdo v stiski. Ali pa pri vsakdanjih opravilih, glede česa se ljudje včasih lahko celo zelo močno razhajajo. Ne vem, vzemite par, moža in ženo, ki se prepirata o tem, kako bodo pisače veseli v kopalnici. Kar je popolnoma trivialno in absolutno nepomembno. Pa vendar ni nujno, da je tako. Nekateri se pri tem so pripravljeni celo zelo hudo spred. Bo vesela tako, da bo vesela drugače. Ampak ne smemo se iz tega norca delati, ker zdaj bomo pogledali detaljno, kaj pravzaprav to pomeni, ta silna potreba po konstruiranju realnosti in branjenju lastnih konstrukcij realnosti, ker naša identiteta s tem povezana. To niso enostavne zadeve, da človek reče, zamenjaš en način razumevanja sveta z drugim, tako kot zamenjaš srajca, vse v končni fazi je čisto vseeno, kakšna je ta srajca. Ni tako preprosto. Zdaj je silno zapleteno. In enako velja pri iskanju konsenzov. Tako zelo, kot jih potrebujemo, tako zelo smo tudi občutljivi, če jih ni. Oziroma, ali jih je dovolj. Tako kot vedno, to je referenca, ker si teh stvari, ker boste slišali delovanje, nisem sam izmislil, nisem sam do njih prišel. To je izjemna knjiga, išla je pred kratkim, zelo je Springer, izjemna, res izvrstna, zbornik najnovejših kliničnih študij o tem, o čem danes govorimo. Zdaj, govorimo o
prefrontalnem korteksu, govorimo o sodobnih spoznanjih, kako deluje prefrontalni korteks, kaj se mora zgoditi v prefrontalnem korteksu, da ljudje sploh kaj naredimo, da se sploh lahko odločamo, da potegnemo kakšne poteze v svojem življenju, da načrtujemo svojo prihodnost, da smo pozorni in tako dalje in tako dalje. In videli bomo, kako se stvari, o katerih smo že govorili, med seboj povezujejo s temi najnovejšimi spoznanji. To je shema, ki zide iz te knjige, iz tiste knjige, o kateri smo govorili zadnjič, ki jo je napisala Lisa Barrett, če se spomnite, ko smo govorili o čustvih in knjiga je naslov, kako so narejena čustva. Lisa Feldman Barrett je napisala tisto knjigo. No, to je iz njene knjige, povzetek tega, kar se dogaja v človekovem razvoju. Recimo, da je to kognitivni, neurofiziološki razvoj, tako rekoč od nekaj mesecev po spočetju, ko se začnejo tvoriti nevronske mreže, ko se začnejo tvoriti nevroni, naprej, se tole dogaja. Čeprav, če prej se otrok rodi, se to že dogaja. Zdaj, kaj se dogaja? Tukaj spodaj, vidite, je puščica od desne proti levi, pomeni schematični prikaz razvijanja, sofisticiranja konceptov, ki jih možgani ustvarjajo sami od sebe, iz zunanjega okolja, s pomočjo kognitivnih modelov, za katere smo rekli, da vse že obstaja. Se pravi, ta puščica kaže levo, kaže razvoj od prvih zelo preprostih, zelo enostavnih nevronskih mrež, ko je otrok star en teden, en mesec, prvo leto, drugo in tako dalje, zelo preprostih, zelo, ko še otrok jih niti dobro ne pozna, jih ne more nadzorovati, ne obvladuje jih, pravzaprav o teh nevronskih mrežah ne ve absolutno ničesar. In tudi mu ni treba vedeti. To je stvar evolucije, stvar razvoja. Zdaj, ti koncepti, vendar pa govorimo o konceptih, se bodo s časom razvijali. In tukaj se tudi kaže spet schematično, tisti, ki ste bili čisto na začetku, na tem prvem predavanju, se boste mogoče spomnili kratkega videa, ki sem ga pokazal, ko sem spregovoril o tem, kako spontano s pomočjo urejenih algoritmov, matematičnih algoritmov, možgani tvorijo nevronske mreže. Nič ni treba narediti človeku. Zadošča, da pač je, da opazuje svet, da ima vse receptorje, da ima vsa čutila, tako kot jih mora imeti nič drugega. In se to že dogaja. In ko so starši vzhičeni, kako bistren je njihov otrok, jih lahko pomerite, vsak otrok je bistren. Razen spet, če je zelo poškodovan. Ker ta proces v tej smeri poteka tako rekoč samo od sebe. Tukaj spet zadaj je evolucija. Zato bodo koncepti nastajali, torej bodo vedno bolj sofisticirani. Te nevronske mreže bodo vedno bolj goste. Vedno več povratnih zank bodo imele, otrok bo vedno bolj sposoben za kognicijo in metakognicijo. Sposoben bo misliti in misliti, kako misli. Sposoben bo raziskovati lastne misli in raziskovati lastne koncepte. Sposoben bo kasneje razmišljati o razvoju lastnih konceptov. Sposoben bo razmišljati o razvoju lastnega razmišljanja in tako dalje in tako dalje. Zdaj, ta pot je zagotovo, torej vodi v to smer in praktično ne morate ustaviti. Zakaj pa bi jo? Ljudje smo zainteresirani, da je ta gostota nevronskih mrež na koncu večja, da je teh povezav bistveno več kot na začetku. A veste, koliko jih je lahko? Tako rekoč fizično so samo omejeni seveda z velikosti lovanja, ampak neodvisno od tega, praktično jih je lahko, kako hoče. Nevronski tako ali pa tako se vršče spreminjajo in videli bomo tudi kasneje
kako nastajajo, kako prevzemajo, kako nenehno iz različnih koncev možganov nevroni jemljajo elemente, jemljajo informacije, ko tvorijo koncepte. Koncepti niso lucirani na enem mestu, ne? Tako kot včasih, verjetno ste v tem veliko slišali, ko se reče, še danes se veliko krat reče, v levih hemisferi so bolj eni koncepti, ne? V desni so pa eni drugi. Ni tako. Čeprav se zdi privlačno in enostavno reči, da je, pa ni. Sodobno raziskave tega, ne sodobno, že kar nekaj časa. Tega ne potrebujejo, zato ker je bistveno drugače. Arhitektura možganov, kot je rečemo, je bistveno drugačna. Na najrazličnejših koncih možganov so elementi, ki jih potrebuje recimo delovni spomini, že pri zelo preprostih vsakdanjih opravilih. Na najrazličnejših koncih so, niso locirani na levi, na desna pa da cajt počino. Ni res, ni tako. Možgani nevroni potrebujejo ogromno elementov, da tvorijo pravim, že zelo preproste koncepte, kot je, da jim odprem oči in vidim realnost pred seboj. Resnici jo pa ustvari oziroma jo možgani ohranjajo v obliki načrtov, kognitivnih načrtov, v obliki kognitivnih map, v obliki kognitivnih modelov, imajo nenehno v pripravljenosti, če lahko tako rečemo. To je še en argument za to, kako izjemno so racionalni možgani. Pravzaprav vsa realnost, ki jo mi pri sebi imenujemo realnost, je na nek način ves čas že virtualna, je ves čas že navzoča. Zato zadošča, da smo odprete oči in vsa je tukaj. V tisočinki sekunde je tukaj. Ni treba čakati, da se naloži, kot pri računalniku. Zato, ker je razlika med nami in računalnikom, da smo mi s našimi možgani organski stroj, a ta računalnik pa ni, in še zelo dolgo časa ne bo. Zdaj, to je ena pot, ki poteka tako rekoč samodejno in zainteresirani smo, da je teh nevronskih mrež veliko, da so čim bolj goste, se pravi, da je gostota nevronov na kubični milimeter čim večja. In ljudje, ki kasneje v življenju jih doleti kakšna demenca, zelo natančno vedo, kaj to pomeni, nažalost, da se gostota nevronov zmanjša ali pa da je pač preprosto že bila ves čas majhna. Zato je tako trpko včasih, zelo ne včasih, pogosto trpko poslušati ljudi, ki trdijo, včasih celo koga žalijo, da ni treba knjig brati ali pa da je to brez veze ali pa da imajo rad danes kakšne druge medije, zlasti pa fotografije, ki ne bi veliko povedali in tako. Trpko je zato, ker te njihove izjave izhajajo iz nevednosti, kaj možgani potrebujejo vsako sekundo svojega obstoja od predrojstva do smrti. Veliko konceptov, ki jih tako tvorijo sami, če mi pri tem ne pomagamo, če ne spodbujamo k tvorjenju, zlasti k tvorjenju novih konceptov, k učenju, potem seveda imamo lahko tudi določene težave. Po eni strani. Zdaj, puščica gre tudi v drugo smer. To je pa zmožnost možganov, da napovedujejo realnost. Kot smo rekli, ni res, da jo kar sprejmejo ready-made, kot da je tam nekaj zunaj, ampak jo napovedujejo. In tem je nekaj izvrstnega, nekaj izjemnega. Namreč možgani napovedujejo realnost s pomočjo konstruktov, konceptov, ki jih imajo. Kar pomeni, da imamo tukaj svojevrstno krožno pot. Bolj sofisticirane koncepte, ko so usvojili v času, recimo, svojega razvoja, so na voljo kasneje za konstruiranje realnosti. Kar se še poudari, že povedano, da z leti, recimo, ljudje lahko, če vzamete dva, recimo, človeka, pa vidite, pogledate, kako sta bila njuna razvoja, recimo kognitivna razvoja, v tem smislu, ko smo prej govorili, različna, kako se razlike z leti samo še povečujejo.
Zato, ker bolj kompleksne koncepte, ko si usvojil, bolj kompleksne koncepte možgani uporabljajo za predikcijo, kakšna bo realnost, se pravi, kakšna bo percepcija, naprimer. Bolj, ko bo ta kompleksna, preprosto rečeno človek dobesedno več vidi, ali pa bolj sofisticirano vidi, ali pa bolj kompleksno vidi, bolj seveda bo ta razvoj spodbujen, da bodo koncepti še bolj gosti oziroma kompleksni, sofisticirani, preverjeni in to se utrjuje, to je reinforcement, to se nenehno krepi na ta način. Pravi, po domače rečeno, več knjig, ko prebereš, na bolj kompleksen način zaznavaš realnost. Ne zato, ker se tebi zmešal, drugim pa ne, ampak zato, ker je možno konstruirati realnost na kompleksne, še bolj kompleksne in super kompleksne načine. Ker smo rekli, ne obstaja ready-made. Nič je tam, taka je. Saj vsi jo vidimo na enak način, zadošče, da odpremo oči. Tudi približno ni res. Na začetku še, morda. Kasneje v življenju grejo lahko razlike takole in recimo to pride k tem do izraza, kaj je s tem. Če poslušate koncert in je zraven vas von Karajan, recimo, in se on za glavo drži, koliko fušajo, vi pa reči, pa se tem tip oči izmešal, krasno igrajo. Seveda, ker ne vidite, ne slišite, pa slišite. A pa gledate kakšno sliko v galeriji, in ste vsi navdušeni, nekdo zraven pa stoji pa reče, kaj ne, brez vedi, zakaj pa to treba naslikati. Ker enostavno dobesedno ne vidi. Recimo tako kot vi. Pa recimo, da vi vidite in bolj sofisticirati. To je res, to je empirično res. Več vidite. Več povezav vidite. Več, ko je povezav v možganih, več je povezav v realnosti, ki jo ti možgani konstruirajo. Kar je zelo logično. In seveda obratno. Manj, ko je povezav, bolj preprosto je zaznavanje, beri, konstruiranje realnosti, bolj, ko je preprosto, manj, ko ima dimenzij, če lahko tako rečemo, manj bo potem tudi spodbujen razvoj novih konceptov, ali pa sploh ne bo. In to ljudje tudi intuitivno čutijo, ko rečejo, vse brez veze, zakaj bi pa moral zdaj še kakšno knjigo prebrati, ali pa kakšno galerijo si ogledati, slike, ali pa jeti na kakšen koncert, ali pa kaj takega. Vse da lahko rečeš, vse imaš prav. Na nekem smislu se da živeti na silno preproste načine. Zakaj pa ne? Nas tukaj zanima, kako daleč gremo lahko v razumevanju možganov. To, kar zdaj tukaj razlagamo, naši možgani dejansko počnejo, tega si mi ne izmišljamo. In jaz sem tukaj zato, ker me to fascinira. In bi pravzaprav rad, da bi fasciniralo tudi vas. Kakšen neverjeten organski stroj imamo v svojih lobanjah in kakšne koristi, imamo lahko od tega. No, to je taka generalna. In tukaj vidite, kako se torej nevroni, gostota nevronov, to je lahko silno velika. Gostota nevronov hkrati pomeni, ker je, kot sem že prej nakazal, zato še enkrat podarjam, možgani so izjemno precizni, so izjemno učinkoviti. Izjemno učinkovitost pomeni, da dobesedno, vidite, dobesedno na nekaj kubičnih milimetrov, recimo, ali pa se še manj, nekaj kubičnih nanometrov, zgostijo ogromno elementov, ogromno, zelo veliko. Več, kot si jih mi lahko v življenju sploh nakopičimo. Mi možganov kapacit naših možganov so tako, da mi sploh ne moramo preobremeniti. Jih ne moramo, se ne da. Ker je fajn, ker je dobro, možnosti za razvoj je ogromno. Se pravi, združijo ogromno informacij, ki jih potem pri konstruiranju realnosti uporabijo.
In več, ko jih imajo na razpolago, več je, ko je gostota, več, ko je multipliciteta teh obesedno, kot tukaj rekel, povzetkov. Nek način gre res za povzetke, če si predstavljate. Naši možgani izhranijo celih slik realnosti, recimo, vizualni korteks. Ne, samo elemente, iz katerih so slike. A je nekaj okroglo, a je poševno, a je temno, a je svetlo, a je svetleno, ali ni, a je senca. Zgolj elementi so. In več, ko jih je, bolj kompleksno sliko stvorijo. Zato so, recimo, slikarji v določeni prednosti pred nami, ker lahko to naredijo na bolj kompleksen način in nas potem fascinirajo. Tale film res priporočam, če ga še niste gledali, Loving Vincent. To je risanka sicer, ni risanka, to je neverjeten film. A ga je to že delal? Loving Vincent. Mislim, da okrog 125 slikarjev, 125, je ročno ustvarilo, mislim, da okrog 65,000 kadrov za to risanko. Tako kot so včasih, vse ročno, nič digitalno. Ampak veste kako, ne? Tako da so vzeli slike Vincenta van Gogha kot podlago, kot osnovo in potem naslikali kot različice teh njegovih slik, mislim, da je 65,000 kadrov, iz katerih je pač ta risanka narejena. Mene je sesul, ko sem to gledal. Tako da, za vizualni užitek, prosim, Loving Vincent, če si ogledate, mind-blowing, res, mislim, no, to je neverjetno, kako, ampak spet, jaz tega ne bi naslikal v 100 milijonih let, ne. Oni so to delali, sicer mislim, da je trajalo, da ne koliko časa so to delali, nisem si natančno zapomnil podatka, mislim, da je kar nekaj let trajalo, da so vse to naslikali, da potem 1 uro pa pol gledate, ampak je res, vrhunsko, tako iz. Več kot teh elementov shranjenih, bolj kompleksne so potem konstrukcije realnosti. Vsakršne, se pravi, perceptivne, emocionalne, afektivne, do najbolj abstraktnih možnih konceptov, ki si jih pač ljudje lahko tvorijo. Zdaj bomo malo preskočili, čist malo. Malo bomo preskočili, pa bomo šli pa nazaj. Pokazal vam, torej kažem vam, tole stopil iz neke tretje knjige, Todd Rose je napisal fenomenalna knjiga, The End of Era, če naslov. Zakaj vam tole sliko kažem? Zato, da bi komentiral to, kar sem do zdaj povedal. To, kar sem do zdaj povedal o delovanju možganov, nam pove prvič, da so vsaki možgani drugačni od vsakih drugih. To je izjemno pomembno, da nevroni niso enaki in da tudi ne morajo biti. Kar pomeni, da so konstrukcije realnosti vselej nekoliko drugačne. En človek tvori drugačne konstrukcije realnosti kot drugi in tvori vselej časovno vzeto lastne konstrukcije realnosti na nekoliko drugačen način. Zdaj, človek se ne razlikuje samo od drugega človeka, ampak se tudi od samega sebe. Kar je seveda precej logično, saj smo prej videli, kako gre ta krog, več kot jim preverja, bolj je konstruiran, bolj je uno, bolj je večji input, drugačen input itd. Zdravi človek, če bi to spremljal vse življenje, bi se lahko to ugotovil, da so njegove konstrukcije na videz enake realnosti ob smrti bistveno drugačne, kot so bile, kot bi 40 let. Ali pa 15, ali pa 20, ali pa 35. To je dobro imeti v misli. No, zakaj ta slika pomembna? Zato, ker pred časom, pred nekaj desetletji, so prišli znanstveniki na zanimivo idejo. In sicer je bilo vprašanje, ali obstaja kaj takega, kot je povprečen človek. In so rekli, dajmo pogledati.
Prišli so, danes je seveda to pričakovano, takrat pa ni bilo. In še danes imajo mnogi ljudje s tem težave, v vsakdanjem življenju. Kaj so ugotovili? Nekaj, kar je matematično, statistično, pravzaprav silno preprosto, pa vendar jih je presenetilo. Rekli so, ok, poglejmo zanimivo žensko telo. Ali obstaja povprečno žensko telo? Kako to naredite? Pogledate, prosite, 15,000 žensk, če se pustijo izmeriti po lokam in počes, vzamete njihove mere telesne, vržete na računalnik, za vsako dimenzijo telesa, za vsak parameter, za vsako variablo, zračunate povprečje. Višina, dolžina rok, obseg stegen, obseg boka, obseg prse, zračunate povprečja. In iz teh povprečij tvorite to, kar vidite na sliki. Tej ženski je ime norma, ne po naključju se. To je povprečna ženska. Vsaj takrat je bila, mogoče da že malo drugače. Takrat je bila. Potem so pa rekli, fajn, zdaj imamo pred seboj povprečno žensko, ki ima povprečne mere, zračunane na podlagi antropometričnih meritev toliko in tolikšnega vzorca žensk. Ok, imamo normo, zdaj pa pogledamo, ali obstaja kakšna ženska, realna, empirična ženska, ki ustreza. In spet hodite po svetu, prosite za toliko žensk, če so pripravljeni biti poskusne osebe, jih zmerite po dolgem in počesno in na koncu vidite kaj? Niti ena. Niti ena empirična ženska nima takega telesa. And guess what? Ga tudi ne more imeti. Zakaj? Ne glede na to, kako se trudite. Ampak nekateri se z mano strinjali, nekateri so obsedeni, da bi visijo cele dne v fitnessu. Zakaj ne? Zelo preprosto. Zato, ker je telo narejeno tako, da morate upoštevati različne parametre, kot sem prej rekel, različne dimenzije, če temu rečemo. Je torej telo tvori večdimenzionalni prostor. Večdimenzionalni prostor. Vi lahko za vsak enodimenzionalni parameter, kam zračunate povprečje, ni problem. Enodimenzionalni parameter je višina. Zmerite toliko ljudi, vzamete povprečje, če je povprečna ženska visoka, ne vem, kaj en koliko, 170, ne vem. To ni problem za eno dimenzijo. Ampak človeško telo pa ni enodimenzionalno. Kar pomeni, da ko začnete posamezne dimenzije zlagati skupaj, dobesedno se lahko tako rečem, da bi naredili normo, se število ljudi, ki empirično ustrezajo vedno večjemu številu dimenzij, drastično zmanjšuje. In mislim, da imamo tukaj podatek, že recimo pri 5 dimenzijah od 3864 izmerjenih, če lahko rečem, jih imate manj kot 40. Pri 9 dimenziji nobenega več. Ki bi imel vseh 9 dimenzij povprečni, se pravi, ki bi bil povprečen na vseh 9. Ker norma je, ker so je tako sestavili, dobesedno. Človeka ni mogoče sestaviti na tak način. Dobesedno torej ne obstaja povprečen človek. Pa vendar se v vsakdanjem življenju pogosto obnašamo, kot obstaja. In se bolj ali manj lahko celo bojimo biti preveč oddaljeni od povprečja. Koliko ljudi je, ki so obremenjeni s tem vprašanjem, ki ga zelo dobro poznate, a sem jaz normalen? Ali pa, a sem še normalen? V resnici noben ni normalen. Noben ni povprečen. Zato, ker je vsak drugačen. Drugačen od česa? Od neobstoječega povprečja, seveda.
Zato pravimo, da je vsak človek, oziroma ne sam zato, se ne vemo tudi iz drugih virov, vsak človek je, zdaj telo, dimenzije telesa so še sorazmerno preprost primer. Če upoštevate tako zapleten sistem, kot so možgani, bi se zadeva še neprimerno bolj jasna. Človeško telo, človekovi možgani, človekovo življenje je večdimenzionalno, dinamičen, nenehno spreminjajoč se, kompleksen in kaotičen sistem, ki mu ne morate zračunati nikakšnega povprečja, pa da se ubijete. In seveda je to za naše vsakdanje življenje zelo, zelo pomembno. Mislim, upam, da se strinjate z mano, koliko je recimo staršev, ki poskušajo vzgojiti svojega otroka, bodi si, da bo čim bolj povprečen, bodi si, da bo čim bolj nadpovprečen. Ampak v vsakem primeru so njihovi vzgojni postopki vezani na neko imaginarno povprečje, ki ne obstaja. Namesto, da bi se učili, tega se treba naučiti, spodbujati to, kar vsak posameznik je, neponovljiv, enkraten izdelek. Človeka ne more, to, da bojo človeka klonirati, pozabite. Neke parametre že, to ja, samo meni recimo žalosti, kako skrajno poenostavljeno so razmišljanja, kako bomo človeka klonirali, kako bo človek klon samega. Tudi podrazno ne bo. Natanko iz tega vidika. Vsak, tudi če ima absolutno enak genetski zapis, da ga klonira, recimo, pa da ga ima res. Ne more biti še čez nekaj let enak svojemu klonu. Ni šans, ker živi na novem okolju, da se zdaj vračamo k tistemu začetnemu drugačnemu okolju. Okay. Zdaj smo šli pa, ne se vse, v drugačnem okolju kot klon ne more drugač biti. Torej, meni se zdi grozno, kako so ljudje, da se hvalijo s tehnološkim napredkom, kako bo mogoče klonirati človeško biti. Ni šans. Pravi, nekem se je približko, nekem imaginarnem že jasno, to se to znajo, da vidi. Ampak človek je še kaj drugega, kot nek skupek, kot smo prej normo videli, da skrajšamo. To bi bila lahko klon, to lahko klonirati. To je pa človeka. Človek je po definiciji neponovljiv. Kar pomeni, da bi ga morali jemati kot takega. Kot neponovljivega. Kar pa ni enostavno. Veliko lažje je poskušati pritiskati na človeka, da bi bil povprečen, ali pa da bi bil nadpovprečen. Vsem, v katero smer greste. Nekoga ženete in trenirate, da bo v nemoglosti, da bo na olimpijskih igrah zmagal. To je tudi zanimivo, kako enega stavka ne boste slišali, zdaj so da ravno olimpijske igre seveda super, krasno in fajn in vse, pa vendar so to gladiatorji. To so ljudje, to je, meni se zdi, grozljivo, jaz pač poznam to določen velika zmočljiva analiza. Veste, od enega olimpijskega zmagovalca, ki je potem svojo žarometov še nekaj časa, pride najmanj 100 tistih, ki so že zdavni odpadli in omagali in so poškodovani in so starši zlorabljali, internet so zlorabljali in nihče ne ve zanje. Ker je pač, smo tako obsedeni s tem spektakli, da eden, ki je tistih par minut, je pa zdaj ne vem kaj, in potem se na tem visijo nacionalistična čustva, tako da je jako fakt, en dan je z gnojnico poliješ, drugi dan je pa svetav zgled in zastopnik slovenske države in ne, meni dogravno na drugo ne. Vemo mi nazaj, kako so te stvari nastale. Ja, zdaj seveda, iz tega, kar smo povedali, nujno sledi konceptualno učenje, to je en koncept. Koncept, ki nam pove, če se možgani učijo, mi smo do tega prišli, pravzaprav, ne? Učenje možganov je po definiciji konceptualno. Mislim, da smo argumentov za to našteli dovolj. Sami tvoje koncepte, bolj ko so zapleteni, ustvarjajo realnost, bla, 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 in se to se razvija lahko praktično v neskončnost. Ne? Torej, učenje je po definiciji konceptualno. Tako da, ko šolniki zlasti govorijo o učenju, ne vem, memoriranju, to ni konceptualno učenje. Ta izraz sploh
Ne, tega izraza ne bi smeli uporabljati. Memoriranje podatkov ni učenje po definiciji. Učenje je konceptualno. Konceptualno učenje, pa bomo še do tega prišli, saj mislim, da bomo počakali to, ampak vse je prav, da gre, zato ker moram zelo pozorno. Je konceptualno učenje, torej je učenje, po katerem se učijo naši možgani. Meni vse en, kaj si šolniki v tem mislijo. Meni zanima, kako so možgani učijo. In fajn bi bilo seveda, da bi tudi šolniki svoje načine učenja prilagodili. Ne bodo se možgani nam prilagajali. Mi se bomo možganom ali pa jih bomo poškodovali. To pa možno. Okay? Torej, konceptualno učenje se znate brati, ima te 4 temeljne dimenzije, te 4 temeljne razsežbe. Ker se mene tiče, se učenje tukaj začne. To je učenje. Vse drugo so za mene okraski. Otrok se je piflal celo noč, cel večer je ždel pred knjigo, da se je naučil in zjutraj na testu pisal 10. Verjamem, da je pisal 10, naučil se pa ni prav čist nič. Ker tudi tisti kratkoročni spomin, ki ga je uspel usvojiti, da je test naredil po razpadu čez nekaj ur, čez nekaj tednov pa zagotovo, ker možgani tako delujejo. Mi jih ne moramo prelisičiti. Če se učil večer? Ne, ti si gledal v knjigu, to je nekaj drugega. Ok, to je učenje konceptualno. Pri tem želim ustrajati in imate 4 dimenzije, se pravi, če jih prevedemo, to, kar je zrdečen, to možgani počnejo. Sami od sebe in v bistvu naša zavest bi se morala temu prilagoditi, ker obratno logično. Se pravi, raziskovati, iskati, namesto kar nekaj sprejeti, se podrediti in ja, se je tako. Iskati. Zadnje je evolucija, kot sem prej rekel. Če se mi zdaj znajdemo v džungli, najprej začnemo iskati. Kaj? Ja, načine, kako bomo preživeli, kako bomo do hrane prišli, do vode, kako se bomo zaščitili pred napadalci, kako jih bomo sploh prepravili. Iskati bomo začeli najprej. Delati eksperimente, namesto da kar nekaj sprejemo. Najdel sem eno govo, ali bomo imeli za večerjo. Čakaj malo počas, mogoče je pa zdropena. Dobro je narediti kakšen eksperiment, zdaj kako bi to sicer zgledal, da se bo javilo, pač gotovo, je, torej za možgane, za njihov je značilno eksperimentiranje, seveda se pa mi lahko naučimo sprejemati, nažalost je tega dosta. 3x3 je 10, ok, ja ne mi, koliko učencev razredu, recimo v teh šolah, tukaj sem jaz poučeval pred mnogim leti, ki so kar tih, tudi ko jim dokazano prodaje nebuloze, so že zmer tih. Zato, pustimo da je zakaj. Vrednotiti, oceniti, evalvirati, namesto zgolj kopičiti. Učenje je, zlasti v šolah, veliko krat zgolj kopičenje. Informacije. Moramo še to predelati, pa to pa uno poglavje, pa zaostajamo, pa do tega moramo priti. Učbeniki so pa najprej so 50 strani dobili, zdaj so pa 400. Moramo pa vse predelati. Čista neumnost. Ampak res neumnost, to moče biti želivka, neumnost velika možganov. Možgani itak ne akumulirajo. Tudi če vi hočete, da akumulirajo, ne akumulirajo. O tem smo že govorili. Do 90% tega, kar vi akumulirate, zavrnejo. Ker je neprimerno za njihovo delovanje, zgolj nepotrebno jih obremenjuje. Spet, zadnje je evolucija. Evolucija nikoli v zadnjih Homo sapiens 300 letih ni favorizirala nikakršnega akumuliranja. Favorizirala je čim bolj natančno in čim bolj ustvarjalno definiraj problem, ki ga imaš in potem ga reši. To je mene akumulacije. Ok, seveda so določene izkušnje, odprej, jasno, imamo spomin, delno spomin, dolgoročni spomin. Ampak ta ni rezultat akumuliranja in še. To je označilo za sodobne šolske sisteme. Še, akumulirati. In potem se čudimo, ker možgani sproti to pozabijo. Kje pa je zdaj vse tisto, kar smo akumulirali, da se te zdila je, razpadla je. Pravzaprav ni do možganov, niti prišlo ni. In pa seveda zadnji, to razlagaj. To je metakognicija, to je temeljna metakognitivna sposobnost. Razloži si. Jaz sem se znašel, en dober film sem tudi zanč gledal, ta je žalosten, ni španski.
Nišpa, mislim ameriški. Mogoče ga je kdo gledal Circle. 50 ljudi se znajde v enem prostoru, temnem, kar enkrat, tuf, znajo se. Vsak stoji na enem takem označenem kvadratku, trikotniku in krog, to vse način, pač stoji in ne vejo, zakaj so tam, ne vejo nič. In z vidika tega je silno zanimivo ta film, sicer je trpek, nihče pa ne sme nastopiti, ker takoj se naučijo, da če hočeš pobegati, pa daš dol, takoj si mrtev. Ne vejo zakaj, ampak tako je. Torej, namesto, da se prilagajaš, da kar nekaj da kar sprejmeš, rečeš, tako je, interpretiraj. Spet evolucija nam to pove. A je tvoja interpretacija tiste sence temne res ustrezna? A je to res zgolj senca od neke palice, ali pa mogoče proga od tigra, ali pa od, leoparda, leopard ima proge, nima. Vse eno. Razloži si, če ne boš včerja. To je ugrajeno v možgane. Razlagaj si. Itak konstruiraš realnost, potem si jo pa še razloži. Razloži si jo na kakšen način. Vam bom, vse imamo tudi to, spet malo skočili. To make sense, da bo imelo zate rep in glavo, da bo imelo pomen. To težavo imajo številni učitelji. Meni je že jasno, kot učitelju ali kot človeku, ki sem prebral, meni je že jasno, ampak ali je tudi učencu jasno? A ima to kakšen smisel za njega? Če sem jaz učitelj, je moja dolžnost, da ima nekaj smisel za učenca, ne znam. Jaz nisem več učenc. To make sense. To je mogoče temeljni celo, najbolj okvirno temeljni princip delovanja možganov. Naredi karkoli že narediš. Zaznavaj svet, ustvarjaj afekte, občutke, interpretiraj, analiziraj, povezuj, ni važno kaj. Ampak naredi tako, da bo imelo to smisel, da bo smiselno. In to je vrhunec učenja. A veste, ne vem, če sem to že povedal. Ko nekaj naredim tako, da je meaningful, da ima pomen zame. A veste, kaj je najlepše pri tem? Tega ni mogoče pozabiti. Zato pravimo, ko človek nekaj ve v strogem pomenu, nikoli več ne more ne vedeti. Razen spet, seveda, če mu nekdo lobanja česna. Ko veste, veste za vse. To je hardwired na nek način v vaše možgane. Možgani delujejo, karkoli že počnejo, tako, da ima, če bi personificirali nevrone, da ima tisto, kar počnejo za nevrone, smisel. Zdaj, seveda, lahko je tudi na tem kaj patološkega, za Hitlerja je mogoče tudi imelo smisel sežigati ljudi v krematorijih. Lahko da je, nažalost tudi to obstaja. Ampak pustimo, tam so spet poškodovani možgani in poškodbe. Zdaj govorimo o možganih, ki niso poškodovani. Možgani, ki niso poškodovani, to je tudi zanimiva podlaga, čisto biološka podlaga za razprave o moralnem in etičnem, za razprave o zlu. Vprašanje bi bilo zelo schematično rečeno, tako provizorično, ali so možgani dejansko zmožni za zlo. Glede to, da je zadnja evolucija, je moj prvi hitri odgovor ne. Prvi hitri odgovor je ne, ker imajo že preveč testiranih načinov ohranjanja sami sebe. Možgani so narejeni zato, da se ohranjajo skozi učenje. Evolucija je naredila. Ohranjanje sebe, govorimo seveda o nekih zdravih možganih, je pa že dobro. Ker zlo je po definiciji vezano na destrukcijo, uničevanje, propadanje in tako dalje. Torej, moj prvi odgovor bi bil, možgani sploh niso zmožni za zlo. Človekov zavest, ja, možgani pa ne. To make sense. Torej, toliko časa se znači. In tukaj spet vidite, kako je šola zgrešeno postavljena, ker je časovno omejena. Mi se ne bomo ukvarjali s to temo, s katero se ukvarjamo toliko časa, da bo to mejkalo sens, kot reče najna hčerka, ki študira v Nizozemskem, pol to angliščini, ker seveda to študijo v angliščini, pol
Kako se že uro reče, no to make sense, kako že makeš sense, kaže. Ok, no skratka, da ustvarimo, proizvedemo, pomeni smisel. Mi se tem ne bomo to časa ukvarjali, da bomo dejansko razumeli in da bo to naredilo vtis na nas, da bomo, zdaj pa razumem, ampak koliko časa je to, ko bo zvonil, gremo. Nažalost bomo tudi mišli. In to je v bistvu še kamena doba z vidika šolstva. Kamena doba. Pouk bi moral trajati toliko časa, in še bi moral biti teme skrbno izbrane, da če je v razredu 30, tole moral še prositi. Če boste lahko prosim vse, kar je za Evropsko unijo. Toliko časa, da bo sleherni učenec rekel, wow, to mi je pa zdaj jasno. In potem bom jaz kot učitelj še preveril, če imate, wow, zdaj ti je pa res jasno, zdaj bomo pa dam. Koliko smo pa bili, 6 ur, sploh nisem vedel, da je to cajta minil. To je sodobna šola, če ne naredite. Šola za 21. stoletje, vse sem nekaj zgodnimi. Uno pa ni, uno je pa je. Zato tudi so razmerno malo tega, ker vsi učenci v razredu niso enako hitri, enako zmožni, so razlike, so lahko velike razlike. In spet, šola je v tem smislu tudi naravnanje povprečja. Nekega neobstoječega povprečnega učenca. Tega ni. Obstaja samo odstopanja. Zato je seveda sodobna šola, tako kateri zdaj govorimo izhajajoče spoznanje v možganih, je v bistvu bolj naporna. Za učitelja je izjemno naporna. Izjemno zahtevno. Prvič mora on biti neverjetno plastičen, ustvarjalen, kreativen in tako dalje, mora obvladati zadeve, ker drugače počne to, kar nekateri počnejo, berajo. To imam rad, ker vem. Jaz sem bil, doma začel predavati, Terja Igrotona, poslušal tudi Cankarjev dom. On zagotovo ne bo bral svojega predavanja, jaz sem pripričan. Terja Igroton, ne, če ga to pozna, profesor angleškega jezika, angleške književnosti. Meni zelo super ta človek prezir. V glavnem, dajmo še nekaj povedati. Dajmo še malo. To smo že to ne bomo. To pa bomo, saj začnimo, no. Saj začnimo. Ali pa ne, naj bomo tole bomo. Tole pa tole bomo pogledati, te slikci. Oba se danes puna kapa. Da nas ne bo kdo obtožil, da smo mi kot šolniki, ki moramo delati obdela. Jaz sem teh slajev ne kot 50, ampak pogledamo pa samo še 2. Ok. Za nadaljevanje, se družimo pa spet nadaljevanje. Danes smo govorili o tem, kako možgani tvorijo emocije, čustva. In obstaja še en kliše, ki se ga je dobro dotakniti, oziroma stereotip, da obstaja nekakšen dualizem, kje so to ljudje dobili, se tudi Descartes ni o tem govoril, kje so to smeli, da obstaja razlika med razumom in čustvi. In da je dobro včasih razum poslušati, drugič pa srce ali čustva, kako že, in včasih je pa fajn to nekako pomešati. V resnici je zadeva precej drugačna, zato vam kažem tole slike. Tukaj vidite linični sistem. To je en najstarejših, evolucijsko vzeto sistem, ki ga imajo številne živali, skoraj vse. Veliko. Vsi sesalci pa zagotovo. To so strukture, ki jih vidite. Brez hippocampus se mi spomina, ta amigdala, hipotalamus, so strukture, ki so evolucija jih je najprej zgradila zaradi preživetja. To so najstarejše strukture. Pomembne za preživetje. Pomembne za to, kar imenujemo, če sem ta izvez že zanč uporabil, kar imenujemo telesni budget, telesni, Freud bi rekel temu ekonomija. Ekonomija. Telesna, telo ima pač neko končno količino energije, če lahko rečem, da razpolaga. Ima neke končne vire za preživetje. In s temi viri razpolaga in možgani to strogo nadzorujejo. Strogo nadzorujejo. To je zelo pomembno za razumevanje emocij, veste. Ko kdaj rečete komu, ne vem, kaj se pa tako vznemiru, ali pa kaj pa zdaj tako noriš, recimo, ali pa
tako jezen, z vidika preživetja njegovih telesnih resursov, ki jih ima telo na razpolago, je njegova reakcija zelo razumljiva. Lahko da nam ni všeč, lahko da je neprijetna, neprimerna, ampak z njegovega vidika preživetja. Pa pomeni, ker limbični sistem zelo močno nadzoruje, kako silovito, kako hitro, kako močno se bomo odzvali na realnost, kot jo naši možgani interpretirajo. In z vidika preživetja je gotovo, če gledamo zdaj dalje, seveda nazaj, v preteklost, bilo treba se odzvati hitro, silovito, brezkompromisno, takoj in s čim več energije, zlasti, če ste bili ogroženi. O tem ni meni dvoma. Niste preživeli, oziroma preživeli so tisti, ki so se pač odzvali hitreje, močneje in tako dalje in tako dalje. Seveda, danes ne živimo več v savani, zato pa imamo tudi korteks, zlasti prefrontalni korteks in zdaj si bomo pogledali tole slico. Znači, to je schematična slika, samo zato, da jo imamo pred seboj, se bomo drugi s njim ukvarjali, da imamo pred seboj. Kaj imamo pred seboj? Pravi, schematično rečeno, zdaj, seveda to veste, da delovanje možganov in nevronov regulirajo v veliki meri nevrotransmiterji so sploh potrebni za delovanje možganov v prefrontalnem korteksu, zdaj se moraš pa naslednjič, so zelo pomembni nevrotransmiterji, kot je norepinefrin, recimo, kot je GABA, kot je dopamin, kot je serotonin. To so nevrotransmiterji, eni so ekscizatorni, drugi so inhibitorni, se jim pomembno, zdaj je toliko pomembno je, da so tam in da morajo upravljati svojo nalogo in tudi jo. In upravljajo na nek način, ki je za nas zelo pomemben. Namreč vidite, da so te puščice zdaj ni to pomembno, kam gre, kakšna in tako dalje. Pomembno je, da če imate tole sliko pred seboj in tole, da je delovanje prefrontalnega korteksa neposredno, ves čas, tudi pri najbolj elementarnih nalogah, ki jih upravljamo v vsakdanjem življenju, povezano z delovanjem limbičnega sistema. Noben nevrotransmiter ne deluje ločeno, tako da bi recimo samo v limbičnem sistemu se nekaj dogajalo, ne pa tudi hkrati v prefrontalnem korteksu. Ampak vselej se dogaja, karkoli počnemo, tudi zelo preprosto stvari, ko jemo juho, se hkrati dogaja konstruiranje realnosti in v limbičnem sistemu, se pravi v najstarejših strukturah v možganih in v prefrontalnem korteksu, v najmlajših, ki poskuša, prefrontalni korteks namreč, poskuša nadzorovati, zato je sedež eksekutivnih, izvršilnih funkcij, skuša nadzorovati samega sebe, seveda in limbični sistem. Zakaj? V kakšnem smislu skuša nadzorovati? S katerim namenom, s katerim smo se ukvarjali doslej, da bi, pazite, zdaj to je izjemno pomembno, da bi prefrontalni korteks postavil čim bolj precizne, čim bolj natančne hipoteze, kaj se dogaja. Čim bolj natančne, se pravi tudi norenje in jeza in izbruhi ne vem kakšnih emocij in tako dalje, kot pravijo ljudje, so taki, da jih razumemo na ta način, kot sem zdaj rekel, spočo teh konceptov. Za tega človeka v tej situaciji zdaj je najbolj pomembno, najbolj preživetveno, če hočete, in hkrati tudi najbolj precizno, da so možgani konstruirali realnost na tak način, da je sledila taka reakcija, kot jo pač vi opazite. Vi opazite reakcijo, odziv, ampak pred tem se je moralo zgoditi nekaj konceptualnega. Zakaj je ta človek zdaj v tej situaciji se odzval jezno? Ja, to moramo šele ugotoviti. Mi ne vemo, katere koncepte so njegovi možgani uporabili, da je potem logično konsistentno sledil ta izbruh jeze. Se pravi, možgani, ko postavijo hipoteze, vedno postavijo več hipotez. In obstaja zmagovalni scenarij, kot se mu reče.
eden od teh več, pač zmaga. In potem sledijo odzivi, vedenje, ki je konsistentno s tem scenarijem. Se pravi, če hočete spremeniti, to je načelno, lahko do tega že pridemo, če hočete spremeniti svoje vedenje, ne morete spremeniti neposredno vedenje. Ljudje imajo polno raznih nasvetov, skoliri se, malo se pomir, malo se v roke vzem, malo drugič. Ne gre tako. Vedenje, katerokoli vedenje, se spremeni šele, ko se spremeni zmagovalni scenarij. Drug zmagovalni scenarij pomeni drugačen odziv. V tem smislu nič ni zacementirano. Zdaj, zakaj pa je pri določenem človeku vedno znova isti scenarij zmagovalen? Ja, to pa spet stvar zgodovine tega posameznika. Ne vemo, kako je bil vzgojen, ne vemo, kako se je vedno znova to ponovilo, kako so se drugi do njega odzivali. Ne vemo, ne? To bomo šele ugotoviti, recimo, če smo analitiki, to potem ugotavljamo. Ne? In seveda vidimo, zdaj, če se vrnete nazaj, če se vrnemo še mačkam k temu, pa bomo pa končali. Če se vrnemo k temu, vidimo, kako je človek, recimo, leta dolgo živel v okolju, v katerem se je nek način odzivanja, recimo tukaj vidite predikcije, možgani postavi hipoteze. Zdajle, v tej tisočinki sekunde je najbolje, če znoriš. Lahko da ni najbolje, ker bodo drugi ljudje vznemirjeni, bodo jezni na njega, ga bodo, ne vem, kaj že naredili, ampak ta človek si na tej ravni preprosto ne more pomagati. On ne ve. Ja, zakaj pa ti se tako jeziš? Saj on ne ve, ker to naredijo njegovi možgani, to ni naredil njegov zavest. Človek ne reče zavestno, zdaj on je tako rekel, zdaj bom pa jaz znoro. Ne gre tako, ne? To možgani naredijo. Zavest je zgolj kasneje pride in se zave, kaj je človek že naredil. Zakaj smo ti to naredil? Edini pošteni odgovor je, nimam. Vem pa, da se mi dogaja vedno znova, že 20 let. Pa bi pa mogoče dobro pogledati, kako tale krog poteka. Na osnovi, na podlagi česa tvoji možgani postavljajo take napovedi, da se ti vedno znova čutiš, naprimer, ogroženega. Naprimer, in seveda potem, če si ogrožen, če bi bil v savani, bi pač tekel, ali pa bi se zmlatil z nekom, ker živimo v civiliziranem okolju, pač pride ven pa nekaj drugega, nek scenarij, da malo znoriš, ali pa kaj podobno, izraži svojo jezo. Torej, kaj konstruira, na podlagi česa, na podlagi katerih konceptov iz tvoje preteklosti, iz tvojega okolja, iz tvoje mladosti, ne vem odkota, na podlagi katerih konceptov možgani postavijo tako predikcijo, da sledi tak način tvojega vedenja. In če je to neprimerno, če ti ni všeč, ali pa če drugi ni že tako naprej, bomo to spremenili samo tako, da bomo spremenili predikcije oziroma koncepte, na podlagi katerih možgani postavljajo predikcije. Pravi, kaj bomo spremenili? Spremenili bomo način razmišljanja, ki človeku omogoča, da kreira realnost. Način razmišljanja o kreiranju realnosti pa spremenil kako? Je tako, da se pogovarjamo s tem človekom, da odkrivamo, katere koncepte uporablja, kje jih je dobil, zakaj recimo jih je prevzel. Zdaj pa sam za konec, za ilustracijo tega, kar zdaj govorim, neka gospa je prišla v analizo in se je izkazalo, da obstaja v njenem življenju ena pomembna beseda, obstaja tudi druge, ampak ena je izstopala. In to je potrpljenje. Ta gospa je bila prepričana in je še danes, da je v življenju treba vedno znova potrpeti. Tako jo je vzgajala njena mama. In ta gospa je v določenem trenutku izvedela, čeprav je to vedela že prej, da je v slovenščini
v besedi potrpljenje še ena druga beseda in to je trpljenje. Nedvomno je ta gospa v svojem življenju veliko pretrpela, potrpela in trpela. Ena sama beseda, kot sem prej tam pokazal, kako možgani združijo, sami, združijo, zapakirajo ogromno elementov, to je to. V eni sami besedi je lahko ves scenarij enega človeka, po katerem lahko živi vse življenje. Ne da bi vedel, zakaj živi, zakaj se tako obnaša, zakaj se mu vedno znova iste stvari dogaja. Ni nujno, da to kadarkoli pogledam. No, tako za nadaljevanje. Zdaj imamo pa še 4 minute za demokracijo. Če bi kdo še dodal, rekel, vprašal ali kaj podobno. Veli bomo popolno delovali. Danes smo v bistvu prišli še lepo v voda. Aj, to že? Ja, ok. Jaz smo možno vprašal, prosim. Isti koncept postavljanja teorij in preverjanja drži za vse funkcije možgana. Ne samo za, kako ste zdaj rekli, za paseden del, ampak tudi za senzoričen del, kar se tiče gibanja, sluha in podobno stvari. Za vsak nevron v možganih velja to. Za čisto vsak nevron. Ni važno. Pri igrah domnevam, da se s tem ukvarjate, postavim hipotezo, glede na to, kako ste oblečeni. Je to izjemno pomembno, recimo zlasti, da se igre v glavno so izjemno hitre, kako, raziskajo veliko narejenih, kako človek v možgani, če bi zavestno igrali košarko, recimo, zavestno, se ne da igrati. To se vse dogaja avtomatično, tako kot je razlagal. V tisočinki sekunde možgani predvidijo, tam mi bo podal, jaz bom dal uno, pa bo uno, pa bo koš. V tisočinki sekunde. In potem dajo ukaz mišicam, dej, veš, nared tega. Tam še zlasti pravim, pri akademskih zadevah, kot je tole, imamo več manevrskega prostora, moja zavestno, kot je zdaj pa malo počas govor, zdaj pa naredimo pauzo, da je en primer, ne gospe se spomni. Pri košarki ne moš, imaš premalo časa. Kako smo se začeli učiti? Predgibanja večinoma, ne? To je eden od načinov, gotovo, da je na začetku je ta kar, ampak senzorični input, recimo že v maternici, kjer se pa ne moš kaj prav dosti premikati, je izjemno velik. Senzorični input, recimo otrok sliši, voha, prek nevronov maternih, dobi ogromno informacij, ampak na začetku, ja, tudi to je gotovo. Je to res, da se otrok predvidim. Zanima me o predpostavki oziroma v informaciji, da možganov ne moramo preobremeniti. Zakaj potem pride do pojava informacijskega šoka, ali pa da več ne moramo naprej? Kaj je treba še povedati, da to neskladje pojasnimo? Prvi odgovor je, da moramo razlikovati. Eno je preobremenitev ali ne možganov, drugo je pa naša zavest. Zdaj, zadnji smo govorili, kako zavest, mi imamo tudi temu rečemo interocepcija. Se pravi, naši možgani tudi natančno vedo, kaj se v telesu dogaja. Se pravi, nemogoče, ja, ne bom rekel, da je nemogoče, ker seveda naša zavest je lahko tudi čudna, in pretiravamo. Če naša zavest, ne možgani ne bodo pretiravali. Možgani na podlagi interocepcije ali pa izročene serotonina rečejo, gremo spat. Zavest je tista, ki reče, ja ne, da je njih, da je še en liter kofeta, da je luč požri še malo bolj, zjutraj moram... Zavest pa na možgani ne bojo nikoli tega rekli. Zapravi, z vidika možganov to drži. Z vidika zavesti se je pa prije do preobremenjenosti, ko možgani se upirajo. Zdaj, več kot to se pa tudi ne morejo. Mi jih pravzaprav lahko zavestno, če vztrajamo po noč, ne gremo spat, dajmo se še učiti in tako dalje, jih pravzaprav poškodujemo. Poškodujemo, ker
silimo telo, recimo, da tvori neurotransmiterje, naprimer dopamin, možgani bi šli pa radi spat. In zdaj mi dobesedno fizično, ali pa če hočeš kemično jih silimo v proizvodnjo neurotransmiterjev, če se pa možgani ne bi počeli, če bi bilo po njihovih algoritmih. Seveda to enkrat gre, dvakrat tudi gre, nekajkrat že gre, seveda možgani so plasti, ložkrat dol pade, že kar prve. Ampak čez nekaj časa se pa temu reče kronični stres. A bi bil lahko podoben odgovor tudi na vprašanje, na zelo podobno vprašanje, zakaj obstaja tudi tole razlika med nesposobnostjo možganov za zlo, hkrati pa za očitno sposobnost ljudi ne za zlo. Ja. A je podoben odgovor? Zelo podoben, ja. S tem, da pri tem drugem bi rekli še tole. Če pustite človeka, recimo to dela se eksperiment, če pustite otroka samega, tega opazujete, ima igračke, soba, vnatred in tako naprej. Praktično ne morete opaziti, da bi otrok hotel biti, razen to, ker je razvojen, igračko bo razdrl, da bo pogledal noter, to ni zlo. Kje se začne zgodba? Čisto dva. Ali pa še raje, kje so trije. Ker je pa že več toliko interakcij med njimi, med temi tremi, recimo otroki, da in seveda spet pogled moramo z vidika konceptov. Recimo imamo dva otroka, ki se igrata, recimo miroljubno se igrata, potem pa pride tretji, recimo Bully, ki ima pač neke druge zve. Ta dva otroka se bosta najprej spontano poskušala temu upreti. Ali se omakniti, ali če znata govoriti, pusti naj primer in tako dalje. Ampak če bo on ustrajal, se bodo čez pol ure vsi tepli. Ne zato, ker se zdaj, ne bomo niti rekli, da so vsi trije zlobni. Ne bomo tega rekli, ni treba, da to rečemo. Ampak bomo rekli nekaj drugega. Prevladali so tisti koncepti zaznavanja realnosti, ki jih je temu tretjemu otroku uspelo usiliti tema dvema. Se pravi, na mesto, da bi prišlo do konsenza, kot sem prej govoril. Ok, strinjamo se, da je najbolje, če se vsi mirno igramo, vsi bomo imeli največ od tega, je en koncept prevladal. In tako kot se dan, recimo sicer, kaj se, zanimivo tale primer iz unga filma tega, ki je bil tudi nominiran za Oscarja, Square, krog. Torej imate en fenomen, eno dolgo sekvenco, zbrano v dvorani, so zbrani gostje pri večerji in uleti en performer, en artist, umetnik, preoblečen v šimpanza. Ne preoblečen, kot šimpanz. In se začne obnašati kot Bully. To mori in pazite, traja ne vem koliko minut. In ljudje tako, ja, performance. Na koncu začne maltretirati prav fizično eno žensko, začne vreči po tleh, za vse in tako naprej. On je pravzaprav preverjal, kaj? Frustracijsko toleranco teh ljudi, da so se potem red trije moški spravili na njega. Torej, zavest je tista, s koncepti, seveda tle pa primo tudi do drugih vprašanj moralnih in etičnih. Koliko človek igra, torej, teorija iger, a se meni splača ali naj ne, ampak strogo z vidika možganov. Vse možgani so tudi računalni, oni skozi preračunavajo. Ampak šele na tej ravni moralnega presojanja, etičnega presojanja lahko odgovorimo na to vprašanje. Možgani sami ne. Zato tudi antropološke študije, recimo, ki so zelo zanimive, v zadnjih letih je kar nekaj nastalo, antropološke in paleoantropološke študije, ki kažejo, da imajo dobre argumente, da naši predniki, a veste, naši predniki, torej veliko argumentov je, da se najverjetneje niso obiskovali. Ker je bilo, a veste zakaj? Med drugim zato, ker je bilo dovolj virov. Če ste vi živeli v enem izobilju, v eni savani, pa ni bilo nobene suše, bile so hruške, bilo je uno, bilo je sadje, bilo je ne vem kaj, vode je bilo dovolj. Se tudi če živali opazujete, daj se živali začnejo, ja, ko so viri omejeni. Ampak to je nekaj, kar je objektivno nujno. To ni zdaj, eni ljudje so pokvarjeni ali pa kaj. Ne, objektivne nujnosti so tiste. Ok, nič, dajmo se obnašati klasično šolsko. Ne obnašamo se klasično šolsko. Kako se lahko v neki družbi s temi tako dinamičnimi koncepti in v času in v prostoru
sploh sporazumemo. Aha, danes je to izjemno zahtevno vprašanje, ker nas je 7 milijard pa 600 milijonov, če se skupaj pošteva. Izjemno zahtevno pa vendar. Zdaj močem seveda biti banalen, to je bilo res neumno, če bi bil. Ampak vseeno bi rad povedal, po eni strani, po drugi strani pa niti ne. A veste zakaj? Zato, ker, ne vem, če ste imeli kdaj kakšno izkušnjo, verjetno ste jo. Naprimer, da se znaj v takem okolju, kot je tale. Začnejo ljudje, ne vem, vsak po svoje, da šmuda nastane to. Recimo, da vam uspe reči dovolj na glas, da vas vsi slišijo. Jaz pa mislim, da se zdaj ne dogaja tole. Tole mogoče bi pa naredil uno pa uno. Če vam uspe, ni nujno, da vam bi, ne? Ampak spet, jaz sem pripravljen biti do določene meri celo naiven. Ne? Možgani bodo prisluhnili. Čakaj, kaj ta govori? To, kar se imenuje v razsvetljenskih časih, se temu rekel glas razuma. Ok, mogoče je to že malo zlorabljeno, ampak jaz sem pripravljen verjeti, tudi ko opazujem ljudi, da celo obstaja. Linné Segal je napisala eno krasno knjigo pred verso je šla leta 2017, nekaj mesecev nazaj. The Joy of Togetherness. Fantastična knjiga, kako smo ljudje pripravljeni prisluhniti, seveda ne rata vedno, ok, ampak to, biti skupaj in ugotoviti, to naši možgani takoj naredijo, da nam je dober. Jaz mislim, da obstaja v tem upanje, da iščemo nove načine, kako se lahko naslavljamo drug na drugega, so te visoke razsvetljenske ideale, egalitarnosti, solidarnosti, medsebojnega sprejemanja in tako naprej. Jaz nisem naiven, jaz ne trdim, da že to jutro bo pa kar ne bo, nažalost ne bo. Ne? Ampak mene fascinira zmožnost človeškega bitja, da tako kot, zdaj bo povedal nekaj, kar je spet zlizano, ampak če pa res, ne? Da tako kot sam želi, kot jaz želim, da vi spoštujete mojo originalnost, sem jaz ne samo pripravljen spoštovati vašo. Moji možgani me tako kognitivno z lahkoto ugotovili, da je nekaj dobrega. Koliko je dobro, koliko je fajn skrbiti, ne? V različnosti, vi nekaj poveste, vi nekaj drugega, imate drugače izkušnje. Strogo, zdaj se vem, da malo poenostavljamo. Ampak naši možgani tako delujejo. Hudič je bolj z našo zavestjo, ta je zblojena. Ker je preveč pododaran propagande in če samo pomislite, vi in jaz in kolikor pač poslušamo medije, ker smo obsojeni na nje, mi poslušamo bolj ali manj vedno znova iste klišeje. Bolj ali manj. Če pa vprašate naše možgane, kako delujejo, kaj oni želijo? Različnost, da jim povej še kaj novega. Ne vem, mene včasih v žalost spravi, gledate neke daje, neke vedno, ne vem, kako je z vami, no, ampak zdaj, a se lahko tega naučimo, če vprašate možgane, lahko. Zdaj, ali se tudi bomo, danes mimo grede, sem bral eno poročilo, en zapis nekega, predstavil si kot strokovnjaka za za energijo, električno energijo. Moram reči, da sem bil šokiran, ko je tako na videz, seveda z znanstvenimi argumenti, zatrdil, da se v resnici vsi fiziki na tem svetu, ki zagovarjajo climate change, motijo. Ne samo tisto običajno hoax, to tudi reče ameriški predsednik, ampak tako skozi neko neverjetno, tako trdoživo, ne Donald Trump, ampak neko navidez znanstveno prepričanostjo, jaz sem dobil teht od nekoga, ker ga je narit vrgel, kako pravzaprav v resnici mi nasedamo znanstvenikom, ki nam prodajajo te podnebne spremembe. Ampak zdaj, jaz v tem veliko vem, recimo, da ne bi veliko vedel. Ne, jaz poznam, da bi to name dovolj predušil, pa se kot ti se res smatra, kako se lahko tavžen fizikov moti. Če njega poslušaš, z lahkoto.
A veste, koliko malo manjka, to hočem reči, ne, da zdrstamo v totalno barbarstvo. Jaz ne mislim, da je razsvetljenstvo nekaj, kar iz dneva v dan, kot v tem filmu Sečeš li se dol in vel, vsaki dan, vsakom pogledu sve više napredujemo. Nažalost. Ne. Toliko manjka, pa smo v barbarstvu v sekundi. Ampak dobro, pravim upanje, pa jaz mislim, sem. Ok, hvala lepa in dobro skrenjač.